Lepo pozdravljeni. V bližajočih se novoletnih praznikih bomo izrekli nešteto lepih želja. In ker je najpogostejše voščilo tisto veliko sreče in zdravja, bomo o zdravju govorili tudi v tokratni oddaji. Na srečo namreč ne znamo vplivati. V studiu pozdravljam fizioterapevta Izidorja Ivanoviča. Lepo pozdravljeni. Izidor, fizioterapija, pravijo, pomembna terapevtska dejavnost v medicini. Zakaj? V čem je največji pomen, največji smisel fizioterapije? Pa fizioterapija je pomembna zdravstvena disciplina vsekakor, ki s temi našimi metodami, terapevtskimi tehnikami pomaga najprej vzdrževati različna stanja, bodi si po poškodbah, bodi si po kakšnih daljših časovnih dobih, recimo ali v bolnišnici ali v kakšnih drugih zavodih, pomaga krepiti zdravje in nekako je kot integrirana veja v medicini, ki se dopolnjuje z vsemi ostalimi vejami in s tem pripomore, da se bolnik ali pa prizadeti čim prej vrne v tisto stanje, ki je bilo, ali pa še boljše, če je le možno. Ja, dejansko fizioterapevt dela na različnih področjih in vi, ki ste že več kot 10 let v tej dejavnosti, odkar ste končali šolanje, ste preizkusili, mislim, da skoraj vsa področja. Skoraj. Delali ste v zdravilišču, delali ste v Metliki, odkoder sicer izhajate, v domu starejših občanov, domu počitka, delali ste v novomeški bolnišnici kar nekaj let, delali ste z športniki, verjetno pa so razlike. So razlike, obstajajo. Delal sem tudi v zdravstvenem domu v Metliki, tako da lahko povem. Potem pa čisto vse. Tam bolj kot zdravstveni tehnik, ampak vseeno sem pa spoznaval, recimo so bili prvi začetki. Najprej bi se za moj začetek je bil v domu starejših občanov v Črnomlju. Tam sem začel kot zdravstveni tehnik spoznavati to zdravstvo, sicer predvsem zdravstvo starejših občanov, na kar je zadeva prav prišla malo skozi študij, pač zopet na drugo sfero, recimo tudi nekaj časa sem bil na Soči, mislim, da kratek mesec dni. Potem tudi v zdravilišču, ko ste rekli, skoraj eno dobro leto v termah Dolenjske, takratni zdravilišče, Dolenjske Toplice. Delal sem pa tudi v bolnici, seveda, to je bil najdaljši staž 7 let, skoraj 7 let. In to sfero, ki sem pokrival, praktično sem imel možnost pridobiti ogromno izkušenj, ogromno vpogleda v različne kategorije ljudi, ki so bodi si bolni, prizadeti, poškodovani. In to mi je omogočil tudi ta način izbor različnih tehnik, metod, katere uporabljam danes v fizioterapiji, da pač čim prej lahko vsakemu posamezniku se prilagodi maksimalno in s tem tudi dobimo maksimalne rezultate. Torej, fizioterapija je tudi tako, da ni zadosti končati šolanje, zdaj znam, zdaj obvladam in delam. Se je treba venomer usposabljati in nabirati nova znanja. Že zelo dobro, če to delajo študenti že med samim študijem. Takrat, ko sem bil študent, se je to že začelo odpirati, to veliko področje dodatnih izobraževanj, torej paralelnih, lahko temu rečemo, ki so seveda nekatera plačljiva, ampak je dosti ugodna za študente. In potem recimo po končanem študiju pa ogromna možnost tudi recimo izobraževanja, dopolnjevanja svojih znanj, sposobnosti tudi v tujini. Zdaj z Evropsko unijo je to bistveno lažje, tudi hitreje. Je pa pomembno, da si ves čas v toku dogajanja, ves čas, kaj se dogaja na različnih področjih, kaj je novega, recimo, ker ta medicina in seveda fizioterapija z njo se tako hitro razvija, tako hitro so različne metode, ki so bile recimo še pred leti, še so bile bolj recimo, niso bile še tako sprejemljive, so lahko danes bistveno bolj sprejemljive, ali pa že počasi se opuščajo. Tako da je za dober rezultat, za optimalen rezultat zelo dobro biti vedno v trendu, kar se tiče teh novih metod zdravljenja. No in zdaj delate samostojno. Kaj pa je tisto, zaradi česar ljudje najpogosteje prihajajo k fizioterapevtu? Pa najpogosteje so to težave z lokomotornim aparatom, to pomeni gibalnim sistemom. Tega je največ, recimo v teh ambulantah. Pomeni, bodi si po kakšnih poškodbah, športnih poškodbah, bodi si po kakšni rehabilitaciji po okrevanju, tudi v bolnišnicah, recimo tudi po zdraviliščih,
nekateri si želijo to še nadaljevati, ne. Mi ni bilo dovolj, jaz sem bil prej, ne vem, na nivoju enega takega zelo polprofesionalca, recimo temu, še temu rečemo, ne vem, imamo tekače za ogromno ali pa ogromno teh kolesarjev, ki zelo veliko prekolesarjev, se zgodi neka poškodba. Seveda ta proces zdravljenja, ki ga ponuja zdravstvo, je nekje mišljen, da pač pripelje človeka do tiste normalne neodvisnosti, ne, torej tiste vsakdanje neodvisnosti. Vse ostalo pač morajo ljudje tudi potem ponovno sami vlagati v to, ne, sami vlagati v svoje zdravje. Ne moramo biti za vsi športniki, ne moramo biti za vsi recimo bolj ležerni in tako naprej, ne. Tako da vsak posameznik je tukaj, predvsem se apelira na ljudi same, da poskušajo najti načine, da poskušajo najti fizioterapeute ali pa druge zdravstvenike ali pa kogarkoli, ki jim lahko pomaga, da pridejo zopet do tistega, kar so, s čimer so začeli, oziroma kaj so bili pred poškodbo pa pred prizadetostjo. Ja, ampak verjamem, da imamo mnogi, bom rekla, kar prvi osebi množine, tudi težave brez poškodbe zaradi te drže, računalnik, sedenje, nič kaj blagodejno ne vpliva na hrbtenico. Ne, to je en velik paradoks, ne, poleg vsega, kar smo si ljudje naredili nam bolj lažje, ne, je prišlo zdaj do tega, da prihaja pa ravno zaradi te pasivnosti tudi do prisilnih drž, predvsem ne dobrega upoštevanja ergonomskih načel do teh težav. Jaz trenutno ne sedim dobro, ne? Pa recimo zdaj, tudi, pa ni zdaj dobro ali pa slabo sedenje, ne, se bomo potem še pol kasneje, ne, ampak gre za neko iskanje optimalnega, torej za neko iskanje ravnovesja. Ne, tako kot so že stari Kitajci rekli, vedno je potrebno neke zadeve v življenju harmonizirati, torej balansirati. Ne. Ni nujno, da če jaz sedim tako na stolu, je to narobe. Ne, narobe bi bilo, če bi to sedel, samo tako sedel. Ne. Ampak pomembno je spreminjati položaje med sedenjem. Ne. Pomembno je recimo pravilno nastaviti stol, pomembno je pravilno gibati v prostoru, kakšen za delovnim okoljem, ne, torej poslušati oziroma praktično vključevati celo telo. Delali so bile pa že študije, recimo, če lahko to dodam, v Ameriki dolgo let nazaj, mislim, da v času mojega študija o najbolj perspektivnem poklicu, še lahko malo tudi promoviram, po najbolj perspektivnem poklicu in je bila seveda računalništvo, elektronika, tehnologija, je bilo zelo pač na visokih tistih mestih ocenjevanja, ampak na koncu so rekli, da je zelo visoko prišla fizioterapija. Pa si gledali, bi bilo zakaj, da je fizioterapija. Ja, ravno zaradi tega, računalništva, zaradi tehnologij, ker bo vse več omogočila pasivnost ljudi. Se vidite, zdaj z računalnikom ljudje sedijo, prihajajo v ambulanto in po 8, 9, 10 ur na dan, recimo, in pridejo s težavami, mene boli hrbet, imam to, imam tretje, me bolijo roke, bolijo rame, imam mravljinči in tako naprej. To so ogromno spektr težav, ki se razvijajo ravno zaradi pasivnosti. Je seveda, delo zahteva svoje osredotočenje in človek se pozablja v tem času, da sprosti določene dele telesa, da se malo sprehodi, da se malo, recimo, spremeni tudi položaj, delovni položaj. Recimo za računalnik, lahko tudi zdaj povem, razmišljajte, ljudje naj razmišljajo, ne samo sedeti za računalnikom, naj se postavijo na notno stojalo, računalnik dajo gor, naj stojijo, naj delajo v tem položaju. To je. Sigurno, kombinirati. Če veste, da vas čaka 5 ur dela, naredite si računalnik, če imate možnost ekran premakniti, ali pa prenosni računalniki. Danes je ta tehnologija itak omogoča, tudi na drugi strani, ogromno prilagajanja, ogromno lažjih tehnik, kako si pomagati svojemu telesu, svojemu duševnemu, psihofizičnemu zdravju, da priješ do enega takega nasmeška na obrazu, ko priješ tudi ven iz službe. Je pa res, da tudi otroci že pri rosnih mladih letih že veliko sedijo za računalnikom in veliko manj nogomet igrajo, tako kot ste ga vi v mladosti. Spomnim se pa, ko smo mi davno bili v osnovni šoli, smo morali sedeti, tako so nas učili, zravnano. Verjetno to ni bilo neumno. Ni bilo neumno, ni bilo pa samo to bistveno. To je tisto, kar je treba pomembno povedati, da se je preveč to poudarjalo. Seveda pri otrocih, ki so igrivi, ki imajo radi neko prilagajanje, oziroma se hitro odzovejo na različne spremembe iz okolja, recimo, seveda ne govorimo o nekih hudih spremembah, ampak potrebno jim je dodati oziroma v glavo odcepiti jasno, da je pomembno, da se zavedajo svoje drže, telesne drže, da se zavedajo, da je pravilna drža tudi uspeh potem v nadaljnjem razvoju gibalnih vzorcev. Recimo, bori si pri športu, bori si pri različnih drugih aktivnostih, če hočete tudi pri plesu, pri hoji po cesti, ker zdržo telesa in z samim nastopom tudi kažeš kdo in kaj si. Tudi kako razmišljaš, zakaj so nekateri ljudje tudi bolj sključeni. In zdaj en velik segment tega je tudi, da zelo veliko
sama psiha, torej sama psihologija vpliva na držo ljudi. Torej, da pri otrocih tudi to vse več bolj opažam, da so mogoče na enih segmentih premalo samozavestni, tudi posledično tudi temu imajo neko tako izključeno držo. Seveda to jasno se v vseh teh časih, ampak mislim, da je dosti pomembno, da se čim več to pogovarja in da se ne odcepa kot prisila, ampak kot to, da se recimo jih uči, da je to za njih dobro, da je to za njih tisto, kar oni morajo spreči, če hoče svojemu telesu dobro. In kdaj poiskati pomoč fizioterapevta? Vemo, če je poškodba, nas bo že zdravnik tudi usmeril k fizioterapevtu, če so hude bolečine tudi, ampak recimo, da še niso hude. Recimo, da lahko še kaj naredimo na preventivni način. Lahko tukaj fizioterapevt tudi pomaga, dokler še recimo, če govorimo o drži, hrbtenica ni čisto okvarjena. Ja. Veliko. Tukaj lahko veliko fizioterapeut pomaga. To je praktično predvsem zelo pomemben del, vse bolj tudi v svetu, ta preventivna zdravstvena dejavnost tudi v fizioterapiji. Vsekakor smo, oziroma imamo tudi ogromno teh pacientov, ki pridejo kar tako, ne vem, kot smo se že prej pogovarjali, ne vem, imam problem, izdolej, obrnem se v desno oziroma v levo stran se obrnem z lahkoto, v desno je pa kar nekaj veže, kaj je, mislim, mene nič ne boli, ampak opažam, da mi to ni v redu, ne štima, je to okej, s telesom, in seveda pogledamo in pač ugotovimo, za kaj gre, in tudi pomagamo pri tem. Zelo pomembno je, da zopet apeliram na ljudi same, da se zavedajo tega položaja svojega telesa, da se zavedajo teh svojih sprememb in da ne zamahnejo z roko, sej bo. Tega imamo v ambulanti vse več. In teh kroničnih bolečin je vse več, recimo lahko tudi zaradi tega, ker niso tako pozorni na majhne spremembe, ki lahko privedejo do teh večjih okvar in potem seveda posledično do bolečin in vsega, kar temu sledi. Ja, danes je zelo moderno, tek, hoja, gibanje, to vrstno, še posebej v tretjem življenjskem obdobju, torej pri malo starejših ljudeh, je to dobro, je zagotovo, ampak je zadosti. Super, to je super. Lahko rečem, da je to zelo dobro. Vsekakor gibanje je potrebno, raznoliko ali bodi si kakšnokoli, ki ne škoduje zdravju. Zdaj pustimo ekstremne športe, pa tam so tudi drugi segmenti. Pa če toleriram, kar se mene tiče kot strokovnjaka iz fizioterapije, pač vsa gibanja, kar pač so, da se ne škoduješ zdravju, jasno. So tudi kakšna na robu, ampak dobro je edino, kar mogoče včasih se pretirava. Vidim, da ogromno rekreativcev hoče doseči nekakšne rezultate, ogromno se sili, ogromno se praktično ženejo za nekimi rezultati preveč. Vedno ne bo vsega pomalo, vedno ne bo neko ravnovesje, tudi predvsem premalo dajo poudarka regeneraciji, počitku. Pomeni meni tek, maraton, kakorkoli, pa priprave na tega. Potreben je počitek, potrebna je regeneracija. In tega ljudje vse bolj me včasih bolijo, pa kako pa ne bom imel rezultata. Glih zaradi tega ne boš imel rezultata, ker ne počivaš. Ker znano dejstvo je, da mišice in telo raste, se razvija in se stanje izboljšuje takrat, ko človek počiva. Ker ko treniraš, samo sporočaš telesu, kaj hočeš od njega. In ko daš telesu prostor, torej počitek, takrat telo začne nalagati nove snovi, recimo nove proteine, nove produkte, ukrepili vezi, ligamente, rastejo mišice in tako naprej v času počitka. In če tega ni dovolj, prekinemo zopet ta proces in zopet smo na istem. In potem, zakaj jaz še ne napredujem? Torej, zelo pomembno je tudi pogledati ta segment pravilnega treniranja, kjer je zopet pa pridejo segment, recimo, kot so profesori športne vzgoje, različni ljudje, ki se ukvarjajo z športniki, da se z njimi posvetuje, kako naj jaz pravilno treniram, kakšna je pravilna, recimo, periodizacija, temu rečemo, kako naj pravilno nastavim se te časovne intervale, da bom jaz dobro to spelo. Ja, ponavadi govorimo gibanje, v počitku bolj malo. Ja, se to je to. Super. Super, počitek je potreben, počitek je, gibanje je fantastično, dajmo gibati, fantastično, ampak dajmo tudi počivati, jasno. Ampak seveda ne iti v neke skrajnosti, ampak to je tisto, moramo se naučiti najti ravnovesje. In tukaj, recimo v tem ravnovesju, ravno pridemo vsi recimo strokovnjaki, recimo fizioterapeuti, razni športni pedagogi, osebni trenerji, zdravniki, zdaj vse več teh zdravnikov, ki se predvsem ukvarjajo za športniki. Zelo v ta segment, torej v ta, ko se človek ne ve, kaj je zdaj prav, kaj ni, mogoče mu rabi sem kakšen stavek,
ne, in mu spremeni, ja, se je res, točno, veš, to bom probal. In pridejo nazaj zelo dobro. Takrat, ko si mi to povedal, ko sem to naredila, ko si mi to pokazal, je stvar bistveno drugačna, lažje mi gre, bistveno bolj napredujem. Ne. So pa tudi primeri, ko pač stvari ne grejo in takrat se treba sprijazniti. Poglej, dotle si sposoben, dotle že več naprej pa je pa riziko. Ja, ko govoriva o športu, vi ste se še posebej ukvarjali tudi s tem področjem, bili ste fizioterapevt tudi pri nogometnih klubih, tudi pri nogometni reprezentaciji. No, ja, tako. Od leta 2005-2008 sem bil aktivni fizioterapeut pri mlajših selekcijah, torej od U19 do U15 navzdol. 3 leta sem deloval z njimi, oziroma sem sodeloval, tako da tam sem tudi spoznal predvsem ta vrhunski, to je pa res top, priprava mladostnikov, recimo, če temu rečemo, kaj pomeni to začeti pri mladih, kaj pomeni to doseganje rezultatov. Na eni strani, to, kar sem prej govorila, kako se ženejo že kot mlajši, kot mladi hočejo biti neki vrhunski športniki. Po drugi strani te poškodbe, ki se dogajajo pri mladih, ki so pač sestavni del športa, jasno, brez tega ne gre. Pa tudi ta velik segment priprav, koliko je potrebno dela vložiti v to, da potem športnik na igrišču tisto 1 uro pa pol pokaže maksimalno. To so dnevi in dnevi priprav, recimo smo imeli po 5 dni priprav, recimo prej smo šli na evropske kvalifikacije z mladimi, po 5 dni, 7 dni, cel dan, po 2-krat na dan, a veste, koliko je to možnosti, da se poškodbe naredijo, da hočemo športnika čim prej potegniti nazaj v ekipo, nazaj ga torej čim prej nekako sanirati in potem vrniti noter v tekmo. Tako da je en tak, bi rekel, tak, ki se tiče top medicina, ta fizioterapija je v tem segmentu bila pri meni zelo takrat vidna, takrat sem jo tudi bolj veliko dobro spoznal. Kaj pa je, recimo, pri nogometu najpomembnejša vloga fizioterapevta? Mi kot gledalci in laiki ga vidimo takrat, ko je tam poškodovan na igrišču obležal igralec, ki teče, da kaj pošprica, da neha boleti, se tako jaz razumem, in je opravil tisti, se je na noge postavil in gremo dalje. Ja. Ja, to so te isto, recimo kot v zdravstvu. Fizioterapeut je samo pač strokovnjak z metodami, z naborom tehnik, z naborom orodij. In lahko rečem, da fizioterapija ima tukaj zelo močno orodje, ogromno orodje imamo, od elektroterapije, termoterapije, manualne terapije, zelo velik segment pokrivajo fizioterapiji, do neurofizioterapije, kinezio, torej gibalne terapije, ogromno imamo teh orodij. In tako kot vse povsod, tudi v športu, recimo izključno na nogometni tekmi ali pa predpripravah na nogometnem tekmo, ima zelo veliko ključno vlogo fizioterapeut. Od preventive, da recimo, če že dela športniki neposredno, torej da je z njimi vsak dan, da jih opazuje njihovo gibanje in da jim praktično omogoča pravilne izvedbe gibov, recimo, ali pa pravilnejše dopolnitve tem gibom, seveda tam so tudi trenerji, kako ne brcam žogo, kako ne naredi, jasno, ampak če pa je že neka težava pri tem, naj se posvetuje z fizioterapeutom. Potem na samem terenu, to pomeni tudi v garderobi, že priprava fantov, že dajamo tudi veliko motivacijske energije že v garderobi, že pripravljamo fante na tisto, da pozabijo na bolečino. V tistem delu ne sme biti pred očmi bolečina, ampak to je velika vloga fizioterapeuta, da športnik ni obremenjen za bolečino z nekim, lahko rečem, manjšim, kakšnim takim patološkim vzorcem gibanja, recimo, če je kakšna poškodba pred kratkim, ampak je pa ključen igralec v top športu, je to druga sfera, ampak poskušamo nekako skozi balansirati zadeve, tudi na terenu. In to, kar pošpricajo, to so večinoma hladilni geli, oziroma hladilni spreji. In s temi spreji probamo na tisto akutno bolečino vpliva tako, da te vrhove akutnih bolečin takoj porežemo in da bolečina ostane znosna, oziroma se tudi zmanjša do te mere, da športnik lahko ponovno igra, normalno dela. Tako da nobene čarovne palčke tle nijo. So določene tehnike, ki izvajamo, tudi na podlagi izkušenj, kjer lahko športniku, že pri kakšnem manjšem zvinu gležnja že takoj lahko pomagamo, so prijemi, kjer lahko nastavimo gležnj takoj v tistem momentu, ampak to govorim zelo majhnih teh, recimo, ne temu spahih, ampak zvinih gležnjev, se tudi da zelo dobro pomaga, tako ponovno stopijo na igrišče, ampak seveda narava se ne da preseči. Lahko je mogoče kdaj pa kdaj tako malo okrog prenesemo, ampak to zelo na kratek rok.
Vi ste pa te iste nogometaše malo lažje in boljše lahko razumeli, ker ste verjetno v tem obdobju U15 do U19 tudi sami igrali nogomet v Beli krajini, v podzemlju. Vam je bila dobrodošla ta izkušnja? Ja, zelo. Jaz sem bil aktivni član športnega društva, zdaj športnega društva nogometnega kluba Kolpa. Takrat od svojega 15. mislim, da 14. nekje do 18. 19. leta. Moja pozicija je bila vratar, takrat. In ta segment mi je zelo velik, oziroma zelo ogromno izkušenj sem dobil, kaj se tiče treniranja, pač pravi to amatersko, jasno. Ampak bilo je pa predvsem entuzijastično. In tam smo dobili veliko teh vpogledov, recimo, kako naj bi izgledal en trening, kako so priprave tečejo, recimo, naprej, do tekme, sama tekma. Potem spoznavanje tudi, recimo, drugih klubov, drugih fantov iz cele Slovenije. Recimo, mi smo takrat hodili oziroma še danes igrajo pod MNZ Ljubljana, pod Medobčinsko nogometno zvezo. Tako da smo spoznali velik rajon tudi teh igralcev, tudi trenerjev in tako naprej. Tako da vsekakor je dobrodošlo, če bi nadaljeval kariero, da te izkušnje lahko potem prenesem na višje inštance, torej na višje nivoje. Ampak jaz sem se pač odločil potem naprej za študij fizioterapije, jasno, ker sem imel to priložnost te poškodbe videti. Problem je pri nas takrat, nismo imeli nobenega takega strokovnjaka, ki bi se s tem ukvarjal, z temi poškodbami. In to me je mogoče malo pritegnilo, da sem to fizioterapijo potem naprej se hotel spoznati, razvijati. In tudi en del sem bil še naprej potem fizioterapeut od leta 2003 do 2007 v nogometnem klubu Kolpa, tudi sem pomagal fantom pri ukrevanju, pri teh poškodbah. Še danes me kdo pokliče, vpraša ali pa karkoli, ali pa se najavi, če je potrebno. Ali pa tudi v klubu sem deloval, mislim, tudi kot tehnični vodja, tehnični direktor, sem bil tudi takrat, recimo, mlajša selekcija na ČS, pa šansko ekipo. Tako v tem klubu sem tako lahko rekel tudi, ker ne velik del pustil sebe in pač svoj izkušenj. Zdaj vas je, lahko bi rekla, zasvojila fizioterapija in ti z velikim žarom govorite o tej dejavnosti, o tem delu medicine. Kaj pa vam ostaja kaj časa za šport in gibanje? Ja, vsekakor. Ostaja časa je vedno, 24 ur je vedno, jaz pravim, vedno dolgih. Sem pomenil, kako se jih razporedimo. Jaz sicer, da bi se ključno ukvarjal s kakšno disciplino športno, najraje imam kakšne dolge sprehode, recimo imam pospešen tempo, potem zelo rad sem kdaj pa kdaj tudi kaj tečem, ampak vsekako poskušam ohranjati kondicijo na različne načine. Bori se včasih se tudi pošalim, vprašaj izvorno, pa kaj pa ti delaš? Jaz delam pač mentalni trening, recimo temu mentalno. Ampak veliko se že naučiš od ljudi, ki prihajajo v ambulanto, veliko v njih spoznaš in to je ta prednost, da pač vsi fizioterapeuti smo tudi ljudje in seveda in spoznavamo ob tem tudi, kaj je dobro, kaj ni dobro, v čem gibanja in v čem so dobra gibanja oziroma v čem so slaba gibanja, kje lahko izboljšam svoje gibanje. Na napakah se učimo, pravijo. Podzavestno, tega sem se začel zavedati zdaj šele zadnja leta, recimo koliko lahko praktično podzavestno vplivaš na to, da tudi sami sebi izboljšajo zdravje, pa ne z nekimi hudimi, kakšnimi športnimi aktivnostmi, ampak zelo malo, drobno, pa večkrat. Je način razgibavanja mentalnega povezan tudi z glasbo? V našem studiu to ravno ni boben, to je kaj? To je, lahko te rečem, boben, spada pod tolkala. Ja, to je tolkalo, imenuje se džembe, to je tolkalo, ki ga uporabljajo, prihaja iz Afrike. Tam z njim pač ogromno igrajo nekako, mislim, da džembe sama beseda pomeni skupaj za mir, nekaj takšnega, ne vem, zdaj upam, da ne bom kaj druge povedal, ampak gre za to, da se sproščaš zraven. In ritem oziroma samo igranje bobno, itak, to me že praktično sledi že 20 let. Že 20 let igram bobne, sem tle že... Na obdobje ste to zelo resno počeli. Zelo resno sem počel takrat, ja, seveda. To je bilo kar obdobje, mislim, najstniški let, pa tam v začetku 20-ih. Takrat tudi eno skupino smo imeli tudi lokalno, zelo tako žurersko. Smo tudi ogromno prišpeljavali po teh različnih lokalih. Desert Fox v mislih, ne? Pa tudi Desert Fox. Tudi, a to je bilo še prej. Obdobje, leto pa pol, mislim, da sem bil, tako da tam smo jih posneli, smo dva sporta z njimi. Pa so se zadeve malo ustavljajo, seveda, zaradi različnih interesov posameznikov, ki smo bili v bendu, prihajali smo tudi z različnih področij službe, družine in tako naprej. To pa takole, ko imam čas, evo ga, zaigram. Zelo lepo. Res? Ja. A jaz probam, ali ste vi, dajte vi, kaj bolj biste vdali. Različne tone imamo, tako da različne
so toni zelo globoki, basovski toni, ne, do takih zelo močnih. Ne. In so doma zelo veseli, ko greste vi se sproščati Ja, zelo na to veseli zadevo? so, ker ritmika je ena taka stvar, ki v telesu praktično vse deluje na način ritma, ne, bitje srca, ne, kroženje krvi po telesu, ne, celo celice vibrirajo ritmično in tako naprej. Ne. Tako da celo Indijci, če se ne bomo motil, oziroma vzhodna kultura, ne, pravijo, da ritem, boben, ne, krepi osnovno čakro. Ne. Zdaj, mogoče sem falil, ampak pravijo, da je to tista baza, tista temelj, na katerem potem se vse ostalo gradi. Ne. In predvsem mogoče ta mentalna sprostitev, seveda. In te boben, recimo ta džembe, tudi igram ta velik set bobnov, ne, do tistega včasih pride malo zaigrati, ampak pomeni pa tako mogoče eno odklop, če temu tako lahko rečem, ne. Odklop vseh teh skrbi, ki jih imam, recimo dela z ljudmi, ne, do razglabljanja, razmišljanja, kako pa kaj komu pomagati, ne. Seveda tukaj ogromno še tudi študija zraven, tudi branja, ne, kako pa kaj, katere tehnike, recimo, ne, kako pride do določenih rešitev, ne. In včasih si to vzamem 5 minut, 10, 15 ura, kolikor je, igram. Lahko igram zelo tiho, lahko igram zelo na glas, tako da. Odvisno, kakšnega razpoloženja ste, Odvisno, recimo, točno tako, ja. če bi jaz to tako ugotavljala. Ja. Ja, torej pred nami so sedaj prazniki, najprej božični, ki so ponavadi bolj družinski, ampak tudi potem veliko bolj razposajeni, novoletni. Torej svetujete ljudem ples, glasba, gibanje, je to dobro za motoriko, za gibalni sistem? Zelo dobro, gibanje, ples, glasba, hrana. Naj se dajo duška, ampak seveda z veliko mero kontrole, z veliko mero nadzora, da ne uidejo stvari nadzoru, da se ne poje preveč, recimo, če temu tako lahko rečem, ali pa da se ne giba spet preveč, da se tudi zame tudi, to je tudi en del treninga, veste, tudi življenje, tudi sama aktivnost, bodi si v teh žurih, kot rečemo, se večkrat pošalim, če prijedo iz kakšnega hudega žura, se rekel, imel si dobro tekmo, sem dobro pripravljen na to, tako da dobro je biti zelo pripravljen tudi na žur, tako da vedeti že prej steklenico vode pod polšter, ko pridete domov, da bo kakšen maček. A ja, vode čim več. Zelo dobro, recimo, če se dosti pije, če se ve, da se bo malo več pilo, se bo malo več poveselilo, je fajn, da se spije že voda pred spanjem, zato da se izločite alkohol čim prej, potem da ne pride do dehidracije in posledično teh glavobolov, tenzijskih in tako naprej, do mačka. To je dober nasvet, zelo aktualen v tem času. Ne pomaga pa tem, da ne bi kdo narobe mislil na cesti, ne? Ne, tam pa žal ne, tudi ne se spoštuje. Ja, pred nami je novo leto, vsekakor takšno ali drugačno, kakršno že bo, na marsikaj nimamo vpliva, imamo pa kar nekaj vpliva na sebe, na svoje zdravje. Torej, končajva najin pogovor z vašim nasvetom našim gledalkam in gledalcem. Rekli ste gibanje. Gibanje, tako opazovanje, pa seveda ob tem priznanje, da nekaj ni v redu ali pa karkoli. Pa seveda vsega pomalo veselja, predvsem razmišljati o zdravju. Ne se zadovoljiti s tistim, to, kar se ne počutim dobro, so leta kriva. Ne, nekakor ne. Poglejte spet na drugi strani Kitajce, že prej večkrat to ponazorim, pri 80-90 letih delajo neverjetne gibalne vzorce, tudi špage. Pa se potem vprašaš, kje je, zakaj oni to lahko, zakaj mi ne, anatomija je enaka. Torej gre za to, da se združuje, da to ohranjajo in to krepijo. Torej, pustimo leta na strani, če se kaj ne počutimo dobro, je boljše poiskati nasvet fizioterapevta, pa boste vi že povedali, če so res leta kriva, če ne gre več kot toliko. Leta so samo nalepka. S to lepo mislijo, da so leta samo nalepka, končajva najin pogovor. Izidor Ivanovič, jaz vam želim še veliko uspehov pri vašem delu, pri fizioterapiji in delajte še naprej tako z veseljem, z srcem, kot to počnete zdaj. Hvala lepa, tudi vam. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa le še lep preostanek večera in seveda tople, prijetne božične praznike, ki so pred nami. Vidimo se ponovno prihodnji ponedeljek. Do takrat pa srečno.